organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice, Centra za kulturne prireditve in Občine Slovenske Konjice je v torek 16. marca ob 17. uri v Mestni galeriji Rimer potekal čudovit večer s simboličnim naslovom S poezijo v srcu, ki ga je s kretnjami slovenskega znakovnega jezika spremljala tolmačica Marija Koser, da bi besedo približala tudi gluhim obiskovalcem večera. Spoštovani župan Miran Gorinšek, spoštovana direktorica Renata Klančnik, drage dame in gospodje. Lepo pozdravljeni na današnjem večeru, ki smo ga nekako simbolično poimenovali S poezijo v srcu. Minati, nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. Čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo. Nekomu moraš. To je kot kruh, kot požirek vode. Dati svoje sanje. Nekoga moraš imeti rad. Čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Drevesa in trave vedo za samoto. Koraki vselej odidejo dalje, čeprav se za trenutek ustavi. Reka ve za žalost, kamen pozna bolečino. Nekoga moraš imeti rad. O trave, reka, kamen, drevo. Molčeči spremljevalci samotneža, ki spregovori samo, ko umolknejo ljudje. Še vedno naletava, ubogi ptički, zima vas bo zima in lakota. Tudi naš voliček je gotovo že lačen. Voliček, na. Joj me, babica, volička ni več, nikjer ga ni. Kaj pa je, dedek, kaj tako kričiš? Jejhata, kako si me prestrašil. Babica, nekdo nama je pojedel volička. Kaj? Ježišne, kaj praviš? Volička, pojedel? Oh, kaj bo, tako lep in rejen je bil. Lep je Danes je čuden dan. Ljubje dreves dobiva drugačno barvo, drugačna je mrežasta jedkanica vejc in vej na plošči neba. Drugače si s kljunom ptič razčesava perje in grmič za železno ograjo je kot spremenjen. Kar vem, že jutri bomo zagledali prvo zeleno travico in mlakam soncu bodo sijale oči. Pa jej pa fajn se mej.
župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovani častni občan, gospod Ivan Mirati, cenjena soproga Lojska, gospe in gospodje, današnji večer ima pravi naslov, to je S poezijo v srcu. In iz današnjega programa, ki so ga pripravili naši mladi, veje to spoštovanje do vaše poezije, do vas, in iz tega je tudi razvidno, kako ponosni smo na vas. Zato sem prepričan, da bi bile vse nadaljne moje besede prav gotovo odveč in bi prej pokvarili ta čudovit večer. Zato mi ostane samo, da v imenu vseh Konjičank in Konjičanov vam zaželim obilo trdnega zdravja, sreče, zadovoljstva in pa tudi tega iskrivega duha, s katerim nas vedno razveselite, ko pridete med nas tukaj v svoje rodne Konjice. 22. marca vam želim, tako kot sem rekel, sreče, zdravje. Pa bomo vedeli, da, ker smo danes šli malo izbirati, bomo dali tudi travinca. Pa, gospod Lojski, pa obvezen šopek, danes ga nismo pozabili, tudi vam. Hvala, da tako lepo skrbite za njega. Ja, dragi Konjičani, presenetili ste me zelo. Nisem, bi rekel, pričakoval tazga lepega sprejema, tazga lepega programa iz tega mojega pesniškega delovanja in se vam iskreno zahvaljujem. Kaj več vam ne vem povedati, rekel bi samo to, pesniki bolj malo govorimo, tudi naši verzi so kratki, ampak skušajo biti čim, bi rekel, polnejši in močnejši. Najlepša vam hvala še enkrat. Ja, res je, da že kar nekaj let se srečujemo ob rojstnem dnevu, seveda pa smo izjemno veseli, verjamem, da vsi Konjičani in Konjičanke enako, da se srečujemo tudi ob kulturnem prazniku in pa seveda ob našem občinskem prazniku. Kot vedno je bil današnji dan v njegovi družbi poseben dan, ravno zaradi tega, ker vedno mine v tistem nekoliko višjem nivoju in vedno je podkrepljen z njegovimi domislicami, z njegovim iskrivim duhom. Danes sva po dolgem času uspela, po večkratnih dogovorih uspela realizirati ogled vinske kleti, nove vinske kleti podjetja Zlati grič, kar je bila njegova želja že praktično od vsega odprtja te kleti. In jaz verjamem, da je tudi gospod Mirati sam povedal, kako je bil navdušen nad vini, ki izvirajo prav iz Slovenskih Konjic, torej iz njegovega rojstnega kraja. In ni naključje, da je njemu osebno, se pravi do današnjega dne, najbolj všeč Konjičan. Mogoče zaradi imena ali pa tudi zaradi simbolike. Ob zaključku večera je slavljenca presenetila še gospa Muha iz Geodetske uprave Slovenske Konjice, ki mu je v spomin podarila arhivske kopije skic z datumom 26. marec 1924. Le te so nastale pod rokami njegovega očeta Vilka, ki je takrat opravljal geodetsko službo v Konjicah.